V redkem intervjuju za saudsko omrežje Al Arabiya izraelski predsednik Isaac Herzog je dejal, da je njegov san videti mir med Izraelom in Saudsko Arabijo. Odkrito govori o tem, da bi nekega dne srečal prestolonaslednika Mohameda bin Salmana v Rijadu. Sporočilo je očitno namenjeno širši javnosti kot le izraelski. Toda medtem ko Izrael še naprej predstavlja normalizacijo kot naslednji zgodovinski preboj v regiji, Rijad vztraja, da mora vsak dogovor vključevati verodostojno pot do palestinske države. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Khalid Hassan, sodelavec na Inštitutu za ideološko obrambo ter raziskovalec nacionalne varnosti in zunanje politike, ki se nam pridružuje iz Londona. Khalid, lepo, da ste danes z nami na i24 News. To sporočilo izraelskega predsednika Herzoga ni namenjeno le izraelski javnosti, ampak tudi saudski javnosti. Saj gre za intervju na Al Arabiya. Toda ali je saudska javnost pripravljena in voljna slišati takšno sporočilo od izraelskega predsednika? Hvala, da ste me povabili. Mislim, da moramo najprej poudariti, da je bil ta intervju v resnici precej orkestriran strani prestolonaslednika in njegovih najbližjih. In to je bilo z enim glavnim namenom, in sicer spodkopati premierja Netanjahuja. To je celoten namen tega. V bistvu želimo pokazati, da smo odprti za mir, če nam vi ponudite, kompromise in popuščanje glede nekaterih ključnih vprašanj. Ta intervju je dejansko sledil po razkritju, ki je prišlo strani Savdijcev, da so pripravljeni normalizirati odnose. Če bi vlada premierja Netanjahuja, njegova koalicija, Netanjahu sam in njegova koalicija odideta in jo zamenja nekdo drug. In če bi se Izrael zavezal, da ne bo gradil nobenih naselbin ali česarkoli na Zahodnem bregu ter v Judeji in Samariji, v bistvu... Če se je saudsko vodstvo že odločilo, da nikoli ne bo normaliziralo odnosov, zakaj potem sploh ohranjati to možnost? Ali ne povzroča nenehno dvigovanje pričakovanj na neki točki, ali to morda ne škoduje verodostojnosti Rijada pri Washingtonu, recimo? Vprašanje je, zakaj ne bi? Ker razumejo, da če samo namigujejo na možnost normalizacije, lahko dobijo, kar želijo. Namigujejo na možnost normalizacije, ko se pogajajo z ZDA, Izraelom in drugimi v regiji. Tako vsakič, ko želijo pritisniti na Izrael ali ZDA, rečejo, morda bomo razmislili o normalizaciji, če boste vi naredili to in to. Niso resni glede normalizacije iz enega glavnega razloga. Zdaj obstaja konflikt med ZAE in Saudsko Arabijo. Saudska Arabija delegitimira, napada in obtožuje ZAE, da v bistvu razbija muslimanski narod in da je praktično pod nadzorom cionističnega lobija. In vse to je zaradi Abrahamovih sporazumov. Torej, Saudska Arabija v bistvu pravi, da so Abrahamovi sporazumi v osnovi nelegitimni. Zato se jim nikoli ne bodo pridružili. Kaj bi morala Rijad po vašem mnenju storiti, da bi to spremenila in dejansko predstavila idejo normalizacije kot nekaj, o čemer resno razmišljajo? Ničesar. Če jim daste, mislim, da bi lahko bila ena stvar, in sicer, če jim daste diplomatski dosežek, ki ga ni dobila nobena druga država v muslimanskem svetu. In to je palestinska država. In to morajo videti morajo, da Izrael v bistvu zapušča vso Judejo in Samarijo. In v bistvu, veste, Izrael se nekako umika na meje iz leta 1967, kot pravijo. Intervju s predsednikom Herzogom skoraj vsi vidijo kot taktiko. To uporabljajo za napad na ZAE. Pravijo, glejte, ZAE je normaliziral odnose, a še vedno Izrael nas še vedno prosi, da normaliziramo odnose z njimi. To je zato, ker smo mi veliko pomembnejši kot ZAE. To je igra, ki jo igrajo Saudijci in manipulirajo z izraelsko javnostjo. In žal izraelski predsednik, ki ga izjemno spoštujem. Kaj pa Washington? Kako se Washington vpleta vse to? Ali gre za pobudo, ki jo podpira Washington pod vodstvom ameriškega predsednika Trumpa, ki želi, da se Saudska Arabija pridruži Abrahamovim sporazumom? Washington je del igre. Veste, Saudijci izigravajo Washington. Grejo v Washington in rečejo, glejte, če Bibi odide in Izraelci naredijo to in to, bomo morda razmislili o normalizaciji. Tako, Američani pritiskajo na Izraelce in pritiskajo na izraelskega premierja. To smo videli v govorih in izjavah podpredsednika J.D. Vansa. Tako da Saudska Arabija v bistvu financira ogromno kampanjo za pritisk na Izraelce in tudi za manipulacijo javnega mnenja v Izraelu. Morate se vprašati, zakaj se je to zgodilo pred volitvami. Zakaj ne pred letom dni? Zakaj ne pred 6 meseci? Zanimiv pogled v dejanske možnosti normalizacije. Khalid Hassan, najlepša hvala, da ste bili danes z nami na i24 News. Hvala.